Ja, hvala lepa za organiziranje simpozija, za možnost, da lahko tukaj predstavim moj prispevek. Moram reči, da je letvica glede kvalitete predavanj postavljena kar visoko, kar smo lahko videli v preteklih 2 dneh. Tako da imam kar malo treme. Torej, naslov moje predstavitve in tudi mojega članka, ki sem ga objavil, ki je bil objavljen v reviji Dinos in dialog, je Davud al-Muqammas in njegovo razumevanje krščanskega nauka. Torej, Davud al-Muqammas je bil judovski teolog, ki je deloval v 9. stoletju po Kristusu in je večino svojih del napisal v arabščini. To predstavitev sem nekako strukturiral v 4 točke. Ne sledim čisto strukturi članka, nekatere točke bom tu malo bolj razširil, pa so tam malo bolj na hitro predstavljene, nekatere pa so tukaj malo krajše predstavljene. Torej, v prvi točki bom se posvetil judovsko-arabski tradiciji nasploh, ki Davud pripada. Nato bom govoril nekaj o njegovem neposrednem teološkem kontekstu. V tretji točki bom govoril o njegovem glavnem delu, ki se imenuje Ishrun Maqala ali 20 poglavij. V četrti točki pa bom orisal Davudovo kritiko krščanskega nauka v Sveti Trojici in jo poskušal nekako postaviti v kontekst medverske teološke polemike v takratnem islamskem svetu oziroma na teritoriju islama. Za razumevanje judovsko-arabske tradicije moramo nekako razumeti kontekst, v katerem je nastala. Pojavila se je seveda potem, ko so muslimanski vladarji in muslimanski imperiji osvojili to veliko in prostrano območje, na katerem so živeli tudi Judje, kristjani, Zoroastri in tako dalje. In kar nekaj izmed teh vernikov se ni spreobrnilo v islam, in seveda so novi muslimanski vladarji morali najti rešitev za to. In ena izmed rešitev, ki so jo ponudili, je bila, da so ustanovili novo kategorijo ljudi, ki se je reklo Ahl Zimma, in v to kategorijo so bili všteti verniki drugih religij, torej nemuslimanskih religij, ki so živeli na teritoriju islama, plačevali so davek oziroma al-džizjo, in v zameno za to pa so imeli zagotovljeno varnost in lahko so prakticirali svojo religijo oziroma ohranili svojo religijsko identiteto. Pojavi se tudi postopna arabizacija, ker arabščina postane tudi uraden jezik na vsem tem področju, in torej so se Judje in kristjani, pa tudi Zoroastri, primorani priučiti arabščine, in iz tega nekako se razvije judovsko-arabska literatura oziroma judovsko-arabska tradicija, ki svoje najplodnejše obdobje doživi med 10. in 14. stoletjem, svoj vrhunec pa najverjetneje v delu kordobskega Juda, Mojzesa Maimonida, Vodnik zablodelih oziroma Dalalat al-Ha'irin v arabščini. Ta kultura, judovsko-arabska kultura oziroma judovsko-arabska literatura nekako propade z nastopom španskih prevajalskih šol, ki vso to teološko produkcijo v arabščini začnejo prevajati v hebrejščino, in hebrejščina takrat zares postane ponovno tudi jezik teologije, teološki jezik, kajti v judovsko-arabski tradiciji se je tako eksegezo kot traktate dogmatične teologije pisalo v arabščini. Tako, sedaj pa prehajam na drugo točko, ki je nekako opis teologa, ki se mu bom posvetil, to je Davud ibn Marwan Araki al-Muqammas, ki je o njegovem življenju vzemo največ iz tega opisa, ki ga tukaj navajam na desni strani. Opis je vzet iz knjige Karaitskega Juda, zgodovinske knjige Karaitskega Juda, v kateri pove nekaj osnovnih biografskih informacij o Davudu al-Muqammasu in pove, da je bil najprej Jud, nato pa ga je v krščanstvo spreobrnil neki Nana v Nisibisu, in tega Nana so kristjani zelo spoštovali. Ta Nana ga tudi uvede v krščansko teologijo in ga seznani s vsemi takratnimi filozofsko-teološkimi koncepti. Kasneje pa se Davud spreobrne nazaj iz krščanstva v judovstvo in napiše
2 deli protikrščansko, v katerih je polemiziral s kristjani. Po Kirkesaniju sta te 2 deli dobro poznani. Prevede tudi nekaj komentarjev k svetemu pismu iz sirščine, najverjetneje, in pa napiše tudi to, kar Kirkesani ne prida, napiše tudi teološko sumo, prvo judovsko teološko sumo v arabščini. Iz njegovega imena lahko zvemo, da je bil iz sirske Rake, in pa njegov vzdevek, kajti njegovo osebno ime je bilo Davud, torej David. Ibn Marwan je ime njegovega očeta, torej sin Marwana, Ar-Raki pomeni, da je prihajal iz sirske Rake, Al-Mukamas pa je njegov vzdevek, ki ga je dobil med sirskimi kristjani, kajti bil je Davud Al-Mukamas najverjetneje od rojstva Arabec, arabščina je bila jezik, v katerem je odraščal, pa tudi oblačil naj bi se po arabsko, zato sklepajo, da so ga sirski kristjani nazivali kot Arabca, ker je izstopal. Torej, tega Nana iz Nisivisa George Vajda v svojem članku z leta 1962 identificira z Nonosom iz Nisivisa. Ta večino svojega življenja deluje v Armeniji in pa za Nonosa vemo, da umre kmalu po letu 861, tako da z tega lahko sklepamo, da Davud Al-Mukamas deluje v prvi polovici 9. stoletja. Torej, to je sedaj na zemljevidu, vidimo, prihaja iz Rake, Davud oziroma njegova družina, ni čisto jasno. Potem pa se gre v Nisibis, kjer ga ta Nonos iz Nisibisa spreobrne v krščanstvo. Nekaj časa deluje najverjetneje tudi v Armeniji, kjer je Nonos iz Nisibisa preživel večino svojega življenja na armenskem dvoru, kot armenski dvorni teolog. Potem pa, ko se spreobrne nazaj iz krščanstva v judovstvo, pa najverjetneje deluje znova v Siriji. Tukaj na levi strani pa sem zapisal nekaj imen teologov, ki so vsi pisali svoje teološke traktate v arabščini, ampak je značilno za njih, da vsi ti teologi pripadajo različnim religijam in različnim denominacijam. Naprimer, iz judovstva imamo tukaj Saida ibn Jusufa al-Fajumija oziroma Sadja ben Gaona, ki živi v Kairu v 10. stoletju, pa naprimer za krščanstva pomembni teologi so Teodora Bukura, melkitski teolog, mlajši sodobnik Janeza Damaščana, potem Abu Rejta Atakriti, ki ga je Al-Mukamas najverjetneje osebno poznal, pa Amar al-Basri, ki deluje v Basri in ima eno disputacijo z Abu al-Huzejlom. Abu al-Huzejl pa je bil muslimanski teolog. Torej, to je bil kontekst, v katerem so ti teologi iz različnih religij med seboj debatirali o teoloških vprašanjih. In kako je to izgledalo, dobro prikaže torej poročilo, ki ga v svojo knjigo vključi Al-Humeidi, je pa to poročilo oziroma opis potovanja, ki ga je opisal Ibn Sadi, andaluzijski pravnik in zbiralec hadisov. In pravi, ko je enega dne šel v Bagdad na potovanje iz Andaluzije v Bagdad, torej skrajnega zahoda islamskega imperija v Bagdad, v prestolnico takratno, pravi, da se je udeležil enega izmed teh debatnih medverskih srečanj. In pove, kaj se je tam zgodilo. Pravi, na prvem srečanju, ki sem mu prisostvoval, sem bil priča srečanju, ki je vsebovalo vse vrste udeležencev. Sunitske in novotarske muslimane, z novotarskimi so najverjetneje mišljeni šiiti, ter razne nevernike, mage, materialiste, ateiste, jude, kristjane ter druge vrste nevernikov. Vsaka teološka šola je imela svojega vodjo, ki je predstavljal njihovo učenje ter ga branil v pogovorju z drugimi. Kadar je takšen vodja prispel, pa naj si bil iz katerekoli skupine, je zbrana skupnost stala in ostala na nogah, dokler vodja ni sedel. Ko so prišli vsi udeleženci, je eden izmed nevernikov rekel: vsi ste se strinjali o obliki disputacije. Ta disputacija se imenuje munazara. Muslimani tako ne smejo argumentirati na podlagi njihovega svetega spisa, torej Korana, ali na podlagi izrekov njihovega preroka, torej hadisov, kajti mi temu ne verjamemo in njihovega preroka ne priznavamo. Najraje disputiramo samo na podlagi razvidnosti razuma ter na podlagi tega, kar je utemeljeno iz opazovanja in sklepanja. Vsi so se strinjali s tem. Ko sem to slišal, sem nemudoma zapustil to srečanje.
Kasneje me je nekdo povabil še na eno tako srečanje, ampak sem bil tudi tega primoran zapustiti. Torej, iz tega poročila je jasno, da so ta srečanja se dogajala in da se tudi ta Ibn Sadi se pohujša nad temi srečanji, ampak jasno pa je, da se je dialektična teologija, ki v arabščini pravimo ilm al-kalam, rodila v takšnih srečanjih in tudi misel, teologijo Davuda al-Mukamasa moramo brati v tem kontekstu. Osrednje delo Davuda al-Mukamasa je delo 20 poglavij, ki je hebrejski unikum arabski unikum v hebrejski pisavi se nam ohrani v drugi Firkovičevi kolekciji in jo ohranijo v San Petersburgu, kritično izdajo pa leta 1989 pripravi Sara Strumsa, ki je celo nekaj let bila rektorica Hebrejske univerze v Jeruzalemu, samo kot zanimivost. Ta manuskript, ta rokopis ni popoln, ampak nekatera poglavja manjkajo, nekatere luknje se da zakrpati s hebrejskimi prevodi, druga pa so žal izgubljene. Torej, ja, kako je delo strukturirano? Na začetku, ker Davud al-Mukamas živi v okolju, v katerem mora po racionalni poti šele dokazati, da je judovstvo tisto verstvo oziroma tista religija, ki je prava in katero tudi podpira razum. Torej, Davud al-Mukamas se ne more sklicevati na resnico razodetja, ampak začne čisto z epistemološkimi vprašanji. Torej, začne iz čiste ničle in iz te ničle dokaže, da je judovstvo racionalna religija. In pri tem njegova začetna vprašanja so na primer, ali vedenje obstaja ali ne, ali resnica obstaja ali ne. Potem se premakne k nauku v naravi sveta oziroma temu, kako je svet sestavljen, ki je izrednega pomena za medversko debato, ko bomo potem videli. Potem se premakne k nauku o Bogu, kaj je Bog, koliko bogov je, kakšen je v svoji naravi. Nato pa preide do človeških dejanj, o tem, kaj je prav preroštvo, govori o zapovedih in prepovedih, poda kritiko drugih religij, to je žal ni ohranjeno, in pa na koncu zaključi s fragmentom o Tori. Torej, za kritiko krščanskega nauka o Sveti Trojici, sedaj prehajam k zadnji 4. točki, moramo razumeti, kako Davud al-Mukamas razume svet. Torej, uporabi Davud al-Mukamas aristotelsko razdelitev vsega, kar obstaja v svetu, na podstati oziroma džauhar in pritike oziroma arat. In pravi al-Mukamas, da je podstat nekaj, kar je obstoječe po sebi, medtem ko je pritika nujno nekaj, kar obstaja v drugem. Tako kot, na primer, če imamo stavek David je zdrav, to je al-Mukamasov primer, pravi, da je v tem primeru David podstat, zdravje pa je pritika, saj zdravje obstaja v Davidu. Torej, zdravje je obstoječe v Davidu, medtem ko je David sam po sebi obstoječ. In Davud al-Mukamas pravi, da je vsako bivajočo resničnost je možno uvrstiti bodisi med podstati, bodisi med pritike. To je zelo pomembno in al-Mukamas pa tudi pravi, da so pritike, tako pritike kot podstati, nujno dogodene. To pomeni, da so vse se nanašajo na ustvarjen svet in njihova temeljna značilnost je, da so časovne. Torej, to je temelj, na podlagi katerega moramo razumeti Davudovo kritiko nauka o Sveti Trojici. Davud se potem vpraša, kaj je krščanska doktrina o Sveti Trojici in pravi, da kristjani pravijo, da so 3 hipostaze oziroma oknum v ednini in v množini akanim, da so ena podstat oziroma da je Bog ena podstat in 3 hipostaze. Al-Mukamas ve, kaj je to podstat, ker je že prej v svojem sistemu povedal, kaj podstat je, ampak sedaj pa mora nekako analizirati, kaj pa je ta koncept hipostaze. In vpraša se v svoji kritiki krščanske doktrine o Trojici, se vpraša, kaj sploh je hipostaza. In zaradi tega, ker je svojo filozofijo narave že na začetku povedal, da vse, kar obstaja, je nujno ali podstat ali pritika, mora biti tudi hipostaza nujno ali podstat ali pritika. Zdaj, če vzamemo možnost, ne more, torej hipostaza, al-Mukamas že odgovori, ne mora biti pritika, saj bi v tem primeru bil Bog podvržen spreminjanju, kajti pritika je temeljno nekaj, kar je pogojeno s časovnostjo. Po drugi strani pa kristjani tudi ne morejo reči, da je hipostaza podstat, kajti v tem primeru bi bil Bog 3 podstati
in bi imeli 3 bogove. Torej, za Davuda al-Mukamasa je to znak politeizma. In zato zaključi, da so se kristjani bodisi primorani odreči nauku o Sveti Trojici, bodisi priznati politeizem. Zdaj, kasnejša teologija v arabščini bo na to odgovorila in odgovorila bo, kot si lahko mislimo, z reinterpretacijo pojma podstati in hipostas, že na ravni nauka o sestavi sveta bodo povedali, bodo krščanski teologi trdili, da podstat ni nujno nekaj, kar bi bilo zgolj časovno, ampak da obstaja tudi nadčasovna podstat in tako dalje. Torej, spremenila se bo v krščanski odgovor na to bo, da bodo spremenili pojmovanje same podstati in bodo podstat pojmovali tako, da bodo lahko tudi doumeli Sveto Trojico s to konceptualnostjo. Zdaj za sklep, torej Al-Mukamas je prvi judovski teolog, ki svojo teologijo razvije pod vplivom medverstvenih debat, ki so upodobljena v Al-Humeidijevem poročilu, ki smo ga brali na začetku, je vpliven predvsem kot pionir judovskega kalama, torej kot te judovske racionalne teologije, ki se je odrazila v arabščini. Al-Mukamas je prvi, ki to naredi, kasneje pa mu sledijo velika judovska imena, kot na primer Sadja ibn Gaon, Bahja ibn Pakuda, ibn Kamuna, nenazadnje tudi se v to dediščino vpisuje Mojzes Maimonid. Še ena stvar, ki jo preko branja opusa Davuda al-Mukamasa lahko zaključimo, je, da razvoja dialektične teologije, vsaj v islamskem svetu, ne moremo razumeti v vakuumu, ampak so se te teologije je bila venomer prisotna živa dejavnost medsebojnega izmenjevanja teoloških idej, tudi razne doktrine so se razvijale v konfrontaciji oziroma v, tako rečemo, dialogu z drugim. In zato je zelo pomembno, da pri preučevanju bodisi muslimanske, bodisi judovske, bodisi krščanske teologije v islamskem svetu, torej na teritoriju islama, poznamo širšo sliko, kaj se je dogajalo v drugih religijah. Hkrati pa je opus Davuda al-Mukamasa je pa tudi lep primer tega obdobja judovsko-krščanskih odnosov, ko so se takšne debate, niso bile zelo pogoste, ampak so pa se pojavljale in takšni spisi so se pojavljali in ti teologi, veliki krščanski in judovski teologi so drugega brali in svoja mnenja nekako podajali v konfrontaciji z drugim. Naprimer, če se spomnimo en takšen primer, tega je tudi morda Tomaž Akvinski, ki Mojzesa Maimonida pa Aviceno navaja v svojih spisih. Tako da se mi zdi, da je to tudi en lep primer tega, da teologija tudi v preteklosti nikoli ni bila dojeta kot nekaj, kar bi se dogajalo v vakuumu, ampak je vedno bil ta konfrontacijski vidik prisoten. S tem pa bi sklenil predstavitev. Hvala.